Ja, cenjene gledalke in gledalci, ljubiteljice in ljubitelji najnega skokasta in smučarskih skokov, lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Za nami sta dve tekmi svetovnega pokala v Titize Neuštadtu, kar pomeni, da je pred nami 5. skokast. Tako, matematika je v redu. Tako da, ja, bova se kar lotila tokratne oddaje. Se kar lotimo, pa če te vprašam, recimo, samo dva meni red tega celotnega vikenda. Ja, mislim, da je bil vikend zelo uspešen za naše skakalce, sploh seveda za Anžeta Laniška, ne. Sicer ravno ne bom, verjetno ni presrečen, da je bil še dvakrat drugi, zdaj sem bil skupno že 7-krat drugi. Ja, 7-krat drugi. Kar je ob eni zmagi, kar malo nesrečno. Ja, pa ob 3 tretjih mestih. Ja. Tako da, ampak verjetno pa ne bo razočaran vseeno. Tako da mislim, da je na obeh tekmah nekako napravil maksimum, ampak je bil kar Geiger malo daljši, malo srečnejši, malo bolj pravilno se je pisal. Ja, malo pravilno. Narodnost je bil. Tako da vse, kar se je povezalo in je bilo potem premalo za zmago. Se spomniš, čisto na začetku prvega skokasta, ko se razglabala, kaj vse vpliva profesionalnih sodnikov in zdaj lahko mogoče potrdimo, da narodnost vpliva. Pravi, imajo prelet, pristanek in narodnost. To so te stvari, ko se ocenjuje. Ja. To so dejstva zdaj. Ja. Predvsem apelirava na današnjo tekmo, ko so v bitki za zmago pravzaprav Geigerju znižali na let. Brez potrebe znižali na let. Ja, ne bi poznalo nekaj. Kar je pravzaprav 3,8 točke podarjenih, in to se pa na koncu še v višjih ocenah pozna. Ja, tako. Mogoče malo res smola za Laniška, ampak očitno je Geiger moral zmagati. Ja, očitno tudi globus mora dobiti. Ja, bomo videli, kaj se bo zgodilo še. Bo pa ostal brez olimpijske medalje, če ni bilo vse to, ko mora biti. To je karma, ne? To je karma, se bo pokazala slejko prej. Ja, zdaj naši so bili na obe tekmo dobri. Obakrat 3 med 10-terico. Tako je. Konstantno sem na Lanišek in pa Ja, mislim, da je bil edino Lanišek, da je bil obakrat. Drugo so se pa zamenjali. So se pa zamenjali, na prvi tekmi sta bila cene pred pa dobro Kos, na današnji pa Peter Predsnik Timi Zajc. Tako, ekipno spet solidni rezultat, ne? Ja. Spet solidni rezultat, kar je spodbudno na pred olimpijskimi igrami. Čeprav včeraj po prvi seriji je kazalo še veliko boljša. Kazalo veliko bolje po prvi seriji, ker so bili 5 je bilo med 8, če se ne motam. Ampak Ja, ampak je bilo nekako nasprotna slika. Včeraj je bila prva serija vrhunska, pa so potem malo pokvarili vrstitve naše. Danes pa ravno obratno, ne, prva bo povprečna, pa druga toliko boljša. Tako je. Vse, povprečje 2 skokov na en tekmi. Očitno smo se podarili, da je Lanišek drugi, povprečno. Geiger je povprečno prvi, očitno. Povprečju uvrstitev v tej sezoni. Zanimivo, tako na včerajšnji kot na današnji tekmi je bil povsem enak vrstni red na stopničkah. Tako je, zmagal Geiger, drugi Lanišek, tretji Eisenbichler. Očitno so 3 najboljši na trenutek. Zanimivo, kako je malo padal v formi Kobayashi. Danes recimo vodil in moram priznati, da sem pričakoval, da bo obranil vodstvo, pa je padal celo stopničk, 2krat zapored, zdaj ni bil na stopničkah, celo 3krat, mislim, da zapored, da ni bil na stopničkah. Pred tem vikendami so bile zakopane. Zakopane, tudi mislim, da v zadnji tekmi ni bil na edini, druga bila ekipna. Ja, v bistvu je že nekaj tekmo brez stopnička. Ja, zdaj je Geiger tudi kar precej prehitev že, skupno se števka. Ampak sezone je še kar nekaj tekmo do konca sezone, ni še nič v bistvu, ni še nič odpisanega, ni še nič odločenega. Če skrat res ne vijem za Kobayashi. Ja, jaz tudi moram reči, da po dogodkih ta teden, pa že prej, so moje simpatije bolj na japonski strani kot na nemški. Tako da 7 tekem mislim, da je še do konca. Tako da bo verjetno gorčen boj vse do Planice. Do Planice bi bilo verjetno. Je še nekaj več. Mislim, da Planice bi mogoče bolj ustrezala Geigerju. Tudi, ker sem pa bolj Kobayashi. To je, kar se tiče letala stiče. Vmes je pa, mislim, da še Willingen, Lahti, Oslo pa Lillehammer so še prizorišča. Ja, še norveška turneja nas čaka. Ja.
mogoče še vedno bo zanimiva sezona. Imamo tudi dva vrhunca vmesa, še olimpijske igre in svetovno prvenstvo v poleti. Bo zanimivo. Ja. Zdaj recimo tale uspeh tega našega vikenda je dopolnil tudi Anžel Semenič, ki je prišel do 2 zmag v Innsbrucku, tako včeraj kot danes. In je s tem priskakal v dodatno kvoto z našim skakalcem za tekme, ki je v Lahtiju in na norveški turneji. Tako da imeli spet 7 skakalcev. Kar je spet vse 7 v finalu, vse 7 med 10. Ja, zdaj so imeli na obeh tekmah vse 6 v finalu. Ja, tako kar je spet kaže neko moč ekipe. Čeprav zdaj, danes sem imel Jeler, sem imel neke težave v drugi seriji. Z okovjem, ne? Z okovjem bilo, v bistvu v drugi seriji ni nastopal. Jaz pa ne mogu skočiti. Ampak je dobil točko, da se to ne pokazal, tudi neki šteje. To lažilno. Mislim, da se tudi denarne nagrade delijo za prvih 30. Tudi za ena točka, pa neki kakšen evro, kakšen švicarski frank bo vzel domov. Kako minko si bo lahko kupil, da bo manj razočaran na poti domov. Mislim, da se da z enim frankom švicarskim kupiti hišo. Ne vem, koliko je sploh vredna ta valuta. Verjamem, izjemno. Pa kaj, še zmeraj so vse nagrade v švicarskih frankih, v skokih? To pa ne vem. Mislim, da je Cene pred soboto zmagal, oziroma petek zmagal kvalifikacije, je dobil 3000 švicarskih frankov, tako da mislim, da je pisalo CHF. To so Ja, to so franki. Očitno so, vse se pretvori, kaj še bo. Menjalni za mene še evre. Zdaj, da ne odnese preveč, ne raje nese na naše skakalce. Zdaj, večina ekip je v bistvu že, oziroma reprezentanci objavila ekipe za olimpijske igre, pri naših, kot sva že zadnjič povedala, zdaj je bilo potrjeno. Ugibala sva ugotovila pravilno tako. Torej, naših 5 najboljših je v ekipi. Zajec, Cene, Petro Prevc, Lanišek in pa Kos. Tako da potem bo verjetno na samem prizorišču se odločilo glede na formo, na kvalifikacije, treninge, kateri 4 bojo nastopili. Mislim, da če bojo vsi skakali približno isto, mislim, da so tudi na podlagi izkušenj odločeno. Pa v to primeru, da skačejo vsi približno enako vredno. Čeprav verjetno lahko rečemo, da Lanišek je verjetno edini, ki ima zagotovljeno stop. Ja, Lanišek je skoraj taki, ko bo imel zagotovljeno stop, mislim, da in na srednji, in na velike napravi. Pa imajo tudi namešani ekipni tekmi, mislim, da... Tudi verjetno, ja. Ostali pa, to je vredno, da je konkurenca znotraj ekipe in s tem se dela ekipo še boljša. Ja, zdrava konkurenca, se tako reče. Tako. Zanimivo tudi, Nemci so, mislim, da ravno danes objavili ekipo svojo peterico, kar oni imajo branilcev naslova, tako da jih lahko skače 5, ne? Lahko jih 5, jih proskače? Mislim, da ja. Tako da, in zanimivo je, da sta iz ekipe izpadla Freund in Wellinger, se pravi... Dva v preteklosti zelo uspešna tudi na velikih tekmovanjih, ne? V letošnji sezoni v bistvu realno je bil samo Freund se še boril, ne? Ja, Wellinger ni bil blizu, ja. Ja, Wellinger ni bil blizu. Tako da to je verjetno kar razočaranje, ampak danes je v bistvu dobro skakal, oziroma cel ta vikend, ampak malo prepozno je prišel formu, ne? Ja, mogoče se tudi dneški trener mogoče malo uštevno. Čeprav mene je presenetilo, recimo iskreno, da potuje Paške, ne? Ja, jaz bi iskreno, če bi na mestu dneške trenerje bil zelo Freunda. Že zaradi izkušenj in tudi nekih... Ja, pa tudi zaradi, ker veliko boš skačal kot Paško, vsaj zadnje čase. Ja. Mislim, zadnji mesec. Ima še svoje razloge. Ja, v nemški ekipi sta zacementirana Geiger in Nazer Bichler, ne? Potem pa potujejo... Mislim, da kar huda konkurenca vsem ostalim olimpijskih igrah. Ni dva premaga. Tudi, zdaj pa potuje še, rekla smo, Paške, pa Laje in Schmidt, ne? Tako, Konstantin, ne Martin. Konstantin, ne Martin, ja. Niso vsi kot Ahonen, ne, da bi se zvračali. Če smo lih po nemški ekipi, se je tudi po dolgo času vrnil v Freitag, na tem svetovnega pokala. Oddelal je pa neko polovično uspešnostjo. Ja, včeraj je dobil kar nekaj točk, ne, da je bil solidno uvrščen, danes brez točk. Brez.
Neko tako... Jaz sem iskreno mislil, da je že tekom. Ja, jaz tudi, jaz sem bil presenečen. Višel fraj, tako, okej. Ja. Odkdaj smo 20 leta spet? Ja. Ampak je pa lepo po eni strani videti nekakega nekdanjega šampiona, ki se vrne, pa tudi če ne pretirano uspešno. Ja, v bistvu drugače dolgujemo še gledalcem nek podatek, da smo prejšnjič rekli, da ženske ne skačejo do olimpijskih iger. Imamo podatke, da skačejo prehodni teden v Willingenu. Ja. Mislim, da so na veliki skakalnici. Ja, končno bodo skakali na večji napravi. Ja. Pa ne bo šlo ravno na velikanki, ne bo šlo 200 metrov. Ja. Bo šlo pa kakšne 140, pa mogoče kakšna skoči. Kakšen osebni rekord se pa sigurno podalo, na ženskah. Ja. To bo njihova generalka pred olimpijskimi igrami. Tako. Zanimivo, zdaj niso imeli tekem v silvestrske turneje, tako da nekatere so to izkoriščile za ta premor za nastope v celinskem pokalu, recimo današnjo tekmo je dobila Sara Takanaši. Ja, ni za mene presenečenje. Ja, ni presenečenje. Edino, če so v celinskem pokalu skakala široka konkurenca tudi iz svetovnega pokala, če skakali vse, potem pa je mogoče. Ja, mislim, da ne. Glede na to, da drugi pa tretji sta bili druga Rusinja, tretja Yuki Ito. Yuki Ito tudi skače v svetovnem pokalu, dosti redno. Ampak ja, mislim, da ni bilo mislim, da je bilo ena izmed redkih iz svetovnega pokala, v celinskem pokalu, naprej ženska. Zdaj, zanimivo, recimo Norvežani imajo trenutno veliko težav. Težavo za COVID-om. Manjkala sta zdaj na obeh teh dveh tekmah Lindvik in Tande? Forfang in Johansson. Ja, Forfang je bil na državnem prvenstvu. Forfang je med tem zmagal na državnem prvenstvu na Norveškem. V bistvu makali so Lindvik, Johansson, pa... Kako smo še rekli? Ja, Tande pa Forfang. Pa Tande, ja. Tako da v bistvu z ekipo plus Granerud. Plus Granerud, ja. Mislim, da so Tande, Lindvik in pa Johansson, da imajo probleme s COVID-om. Lindvik je bil v stiku, ni okužen, mislim, da je pa samo v izolaciji. Mislim, da je pa Tande in pa Johansson, pa mislim, da sta se okužila. Nisem pa pripričan. Kar je bilo pa ta nesreča dobra za našega Laniška, ki se je zdaj močno približil Lindviku, ne? Ali ga mogoče že prehitil? Mislim, da ne. Kakšna zmaga bi še Ja, kakšna zmaga za Laniška ne bi škodila, ja. Ampak kdo bi mogli Gajgarja odstraniti? Ravno prej smo se pogovarjali, da se ne spomnijo, da bi kateri skakalec imel toliko stopnič, pa tako malo zmag, ne? Tako, ja. Ja, to so bile v bistvu njegove Laniškove 11 stopničke. Ja, včeraj 10, 11. 11 stopničk, 7 drugih mest. Ja. 1 zmaga in 3 tretja. Ja. Pa tudi druga mesta, da tudi v letošnji sezoni ni bilo veliko zmanjkalo do zmage. Ja, vedno je blizu. Ja. Pa še takrat, ko je zmagal, je mogel skočiti metermalne rekorde v Telemark, da je zmagal za 2 točke. Ja. To je... Ne, konkurenca je res huda, sploh res Gajgar in Kobayashi, ko sta v pravi formi. V pravi formi je težko se jih prehiteti. Ja. Če se jim sam približa, je že v redu in pač v bistvu treba počakati na napake. In mogoče se ravno v Pekingu pripetijo te napake, pa se Laniško ne in evo ga. Ja, se olimpijske igre, če so počeli znane, glih potem, da je na njih največ presenečen. Ja, tako. To še ne morem, se še ne da povedati, nekdo bi. Favorit je na malih skakalnici sigurno Gajgar. Ja, se strinjam. Za vrhunske skakalnice pa je Gajgar, Vikler, Lanišek, Kraft, Granerud, Lindvik. Še kakšen Poljak vmes skoči, čeprav dvom. Ne vem, kaj so delali za ekipo, za skakali oni z B ekipo ta vikend. Ne vem, če kakšen polski čudež se zgodi. Če zmaga Kitajec, to so prej rekli. To se rekla, da se skrivajo. Mogoče se skrivajo že 3 leta, 4. Ne trenirajo na ovi skakalnici in imajo spiljeno do konca. In mogoče kakšno presenečenje z Kitajskega. Ja, zdaj so olimpijske igre so čedalje bližje, ne? Ja, še dobra 2 tedna in potem bo znano,
Zdaj videl sem, da se bo podelilo, če se ne motim, 5 kompletov medalj pri skokih v obeh konkurencah, kar je malo, ne? Jaz sem pričakoval več tekem. Jaz sem pričakoval vsaj še posamično ekipo, posamično tekmo žensk na skakalnici, vsaj še to. Da bi se moje ženske posamično namali pa mešano. Ne? Tudi ekipe nimajo namešani. Moški pa imajo mala, velika je mešana, pa ekipna te velika, mešana pa namali. V bistvu je res malo tekem. Ja. Če pogledaš pa recimo neke druge discipline, recimo biatlon, kjer je ne vem koliko disciplina pa smučarski teki, ne. V bistvu so skoki bolj atraktivni, ne. Se po mojem mnenju pa bi lahko bilo malo več tekem, ne. To je mogoče subjektivno mnenje najodve, da so skoki bolj atraktivni. Mogoče nekomu zelo atraktivno, ko tečejo na smučkah pa streljajo. No, zdaj smo rad biatlon, ne rečem, ampak skoki še raje. Meni bi tako nekaj zanimiv. Predolgo traja, še bili 3 krogi, ajde, bi gledal, to pa, že se mi da. Da se je vprašanje, zdaj skoki so verjetno najkrajši športu, ne? Tistih nekaj sekund, kar je steklovanec v zraku, ne? Ja, v bistvu res, kar se tiče same, v bistvu, kondicijske pripravljenosti, verjetno rabiš, moraš imeti kondicije, verjetno... Že zato, da prideš gor na zalet. Ja, že to, ja. No, pa tudi nekaj sem poslušal, da imajo skakalci v zraku, dobijo takšen puls visok, da če nimaš, ne vem, rečemo srcana treninga, če se lažete izrazim, da se lahko kaj zgodi. Mislim, da pride puls v zraku blizu 200, da prijatno. Ampak to sem nekaj slišal že dolgo nazaj. Po mojem tudi zaradi tega moraš biti v redu fizično pripravljen, da se nekaj v zraku ne zgodi zaradi samega pulza. Ampak kaj, trajajo pa 10 sekund in si, in si fertik. 20 sekund na dan. Pa kvalifikacije, pa kaj, še poskusne serije. Recimo si minuto si v zraku, vse skupaj. Kaj recimo, če primerjamo s kakšnimi ekipnimi športi, pa recimo z vozniki Formule 1, ki so v tistem vročem kombinezonu pod čelado uro pa pol 2 uri, ne. Drugačni napori so, ne rečemo, da manjši, ampak zelo drugačni. Sem še gledamo recimo po naporih, da spet razum, ampak recimo še gledamo samo smučenje, če gledamo smuk, kaj pa delo, samo dol se spustijo, vse heca, vse to je fizično. Ja, glih danes je bil najzahtevnejši smuk na svetu v Kitzbühelu, na znamenitem štrajfu, ne. To je tudi noro. Ja, pa tam je tudi hitrosti 136 km/h. Jaz z avto ne upam je to hitro. Ja, še rada beg dila. So heroji, tako smukači kot skakalci. Jaz ne vem, kaj mora skakalci v glavi dogajati, da se vseeno na rampo razmišlja, idemo se tukaj dol zagnati zdaj, pa skočati, pa se pol še odriniti na robu, pa probati čim dlje. Čim više pa čim dlje. Če bi se sedel gor lepo, kaj spremljam na skakalnici, se vidim, da bi se vse opremi, še samo pripravljen gremo, bi se sedel gor, da bo odpel smučki, šel dol. Mogoče je to danes tudi jeler. Mogoče okovje, premi za okovje. Verjetno bi se izgovoril na okovje, ne bi spustil. Ja, rekli smo še to mogoče, omenil si že, Norvežani so imeli državno prvenstvo, katero je zmagal Forfang, češki državni prvak je pa Roman Kodlika, kar ni presenečenje. V zelo hudi konkurenci na češko trenutno. Vele sila so skokih Češka. Spet še Kodlko, pa Polešek, pa mislim, da je Sakala, Filip Sakala, to so trije, četrtega pa Četrtega pa ne vem. Glih smo prej rekli, če bi prišel Jakub Janda direktno iz pokoja, tako bo ta honen na Finskem bi verjetno tretji. Mogoče celo zmagal, kaj pa veš. Zanimivo, to smo že večkrat omenili, ampak recimo Finci pa tudi Čehov se morajo dotakniti. Sploh recimo v času Jande je zelo močna ekipa, tudi Kozlika je zmagoval. Ja, Kozlika je zmagoval. V času Jande ni bila močna ekipa, bila je ekipa solidna, pa Janda zraven. Janda je izstopila. To tako, da kako je zmagoval tudi on izstopa, nisem nekoli štirih enakovrednih skakalcev, pač kar se tiče te moderne dobe skakanja. V starih časih pa Česko-Slovaško verjetno se imeli kakšna ekipa dosti močna.
ampak tega se pa ne spomnim, nisem gledal. Ja, ravno danes je Sodo, ne, znan česko-slovaški skakalec. Mislim, da je že Barma. Ok, sem že slišal. Ja. Mogoče v Praški pa Jandiš so najbolj znan češki skakalec. Ja. Tako da se je pri eni oceni je kar precej odstopal, mislim, da je našemu prisolil, ne spomnim se kateremu, 16,5 ga je tudi stare. Oštev. Ja, zanimivo, ne, danes to bila baja dva, mislim, da tudi še en sodnik je bil, se ga nisem zapomnil, nekdanji skakalec. Verjetno kar pomaga, ne, da so sodniki z neko skakalno preteklostjo. Ne. Ja, to je mogoče, pa da mogoče vidijo, pa da možemo tudi ocenijo predeljavi, koliko se da, recimo, še pristati, čeprav dvomim, da takšni stari, ko so skakali 80-ih, ne ve, koliko je zdaj, recimo, skakati. Ja, spogledaj tisti, ki so skakali še v tistem starem slogu, ne? Ja. Zanimivo, kako so skaki napredovali. Če gledaš recimo med serijama, ko imajo na RTV Slovenije vse stare posnetke, ko so skakali še skupaj s smučmi, ne? Veš, da je bil eden izmed pionirjev vesloga. A kdo je bil? Kdo je bil, če veš, če veš mogoče? Vem, da so Norvežani bili, ne? Nekako začetniki tega. Ne. Mislim, da en pionir tega je bil Šved, mislim, da je bil Jan Boklov. Jan Boklov, on je pa začel skakati. Malo je razširil, se ni bil to konkretno kot dan skača, on je malo razprl smučino. In je potem, pač, malo lega je nesno, si sodniki so ga ocenili potem veliko slabše. Ampak je tako daljavo začel preskakovati, da tudi to ni ustavljalo, da je zmagoval. Ko je začel zmagovati, so ostali tehniko prevzeli. No, zanimivo. Ja. Švedi očetje tega vesloga, pa nobenih skakalnih uspehov, če tako pogledam. Ja. Zadnje čase sploh. Vem, da 10 let nazaj mogoče se sem pa tja pojavil še kakšen Šved. Ja. Zdaj pa... Jaz se od Eriksona ne spomnim nobenega več. Mislim, da je bil še Grimholm. Grimholm, tako. Ta da so bili nekje v istem času, ne? Ja. Mislim, da je Grimholm svoj švedski državni rekorder. Mislim, da je še vedno iz planice, mislim, da je čez 200 metrov švedski državni. Mislim, da. Nisem pa prepričal. Ja. Zdaj bo kmalu čas, ko se bojo spet osebni rekordi, državni rekordi izboljševali v Vikersonu na planici, upajmo, to bo planici. Ja, tudi 250 metrov Petra Prece je že kar staro, ne? Zdaj lahko kaj posodobi, ne? 6 let, 7 bo skoraj, v Vikersonu, jaz sem bil 7, 2015 sem skočil 250 metrov, v bistvu že 7 let, ne? Že 7 let je ta rekord, to je lahko še meter, recimo, da Petr Prec popravi za 4 metre svoj osebni rekord, pa bo v redu. Pa bomo zadovoljni. Ja, dobro, no, zdaj mislim, da sva predelala, kar je bilo ta teden. Zdaj, katere tekme sledijo? To so že omenila, mislim, da je Willingen, potem so olimpijske igre v Pekingu. Prav iskreno, kje v Pekingu je sneg? Kje imajo smučišča? To je vprašanje. Kje imajo smučišče, kje imajo skakalne zbroj? Se bi očitno seznarjem dal vse. V današnjem svetu pa res, ja. Tako da, dobro, olimpijska igra bo opustila še ob strani, zdaj najprej tekme v Willingenu. Ja, tudi skakalec, ki leži našim skakalcem, je tudi, mislim, da največja skakalnica. Tako da sem več pred letalencem, ja. Tako da, tako kot v Zakopanah se gre tukaj lahko tudi čez 150 metrov, ne? Ja, v Zakopanah sem da čez 150. No ja, tako, ja. Ja, pa tukaj sem pa da čez 150, ja. Mislim, da je rekorder, si deli Tepeš pa Ahonen, ima ta rekord. Mislim, da 152 metrov. Proti tistih Ahonenovih 152 metrov ne bi bilo še več, 155 metrov, ampak ni bilo merilnih naprav. Tako niso več mogli meriti, zgolj da se spomnim. Ja. Je pa Tepeš predstavil telemarka, ne, takrat, po 152 metri, to je... Bi moral dobiti 20,5, ne? Ja, 20,5, ja. Ja. Tako da... Ker spet uspešen vikend. Lahko smo kar optimistični, ja, tako. Pa tudi, kar se tiče same forme naših, očitno so stopnjevali, temperali ravno na pravi čas. Pred olimpijskimi so
če bi še to poveš, Lanišek je konstanten, pa vidiš, da sta bila med druga dva med deseterica na 5 tekmah zamenjena. Ja, res imamo dobro ekipo pred vrhunci sezone, to je odlično. Jaz se ne spomnim, da je tako močna ekipa. Sem kar v bistvu optimističen pred olimpijskimi igrami. Smo na obeh ekipnih tekmah. Ja, na mešani pa na ekipne. Na mešani smo se premenili, da bodo Japonci nevarni, pa mogoče Norvežani, čeprav Norvežani dvom, pa Avstrijci. Ja, pa Avstrijci, ja. Drugo pa... No, pa Nemcu tudi nikoli ni za odpisovati. Čeprav imajo ženski del ekipe. Tem žensko tudi oni imajo dve solidne skakalke. Prav zdaj sem pozabil priimek. Ja, Althaus, je? Althaus pa Folktova je recimo vrnilka naslova, ampak letos ni v tako dobri formi. Ampak za mešano ekipno tekmo rabiš 8 skokov brez napada, da zmagaš. En izmed te četverice bo ostal brez stopnička. Avstrijci, Slovenci... Upajmo, da ne naši. Ja. Mislim, da na mešani tekmi ne bi smeli ostati. Ne bi smeli, jaz sem se spet vprašanje, koga dati v mešano ekipno tekmo, sploh pri dekletih. Križnar, Klinec, Bogataj. Neka selekcija bo treba narediti. Pa predvidevam, da najboljše dve iz... Ja, najboljši verjetno iz posamezne tekme. Ja, v bistvu. Sva zaključila. Tako, sva zaključila. Ja, tako, da bi hvala. Torej, ja, tekme v Willingenu, spremljate najn Skokcast. Tako, spremljate tudi Naju, spet se oglasi v naslednji teden na istem kanalu. Na istem kanalu, približno istem času. Tako, ja. Tako da, ja, spremljate Skoke in Naju še naprej in bodite dobro. Ostanite zdravi. Tako, ja, nasvidenje, lep pozdrav.